Glede tvoje te političnega oddejstvovanja, kaj je bil tako najtežji izziv ali pa najbolj temačen dan v vseh teh letih? Zdaj, da bi enega zbral, mogoče težko, ne? Več. Ja. Nekaj bile kot predsednik vlade, ne? Takrat je bilo najbolj napeto, tudi kot minister sem v težke izzive, ampak kot predsednik vlade sem le odgovarjal za celo državo in to v hudih časih. Sem rekel, grozila je trojka, še vedno ni bilo denar, mi smo imeli milijardno luknjo v proračunu, ne? Hud zunanji dolg. Ne? Vsi so pa pričakovali od nas, da bodo dobili končno nekaj več, da bodo lahko malo bolj spodobno zaživeli. Čisto vsa. Sprav pritiski z vseh strani. Torej, prva taka mora je bila ta finančna situacija, ki je bila grozna. Ko bi rad dal, pa nimaš. Ne? Moraš pa graditi s potrpljenjem neko zgodbo, da boš čez 1 leto 2 imel. Ljudje niso bili potrpežljivi, mi smo pa morali, jaz sem moral to potrpljenje v vladi ohranjati, sem moral druge prepričati, da gremo in smo šli po tej poti in je bilo pol v redu. Druga taka šok zadeva, se spomnim, bila ta begunska, migrantska kriza. To je bilo res hudo. Ne? Na eni strani trpeči ljudje, begunci, tudi drugi migranti so kasneje prihajali, ekonomski, drugi, ampak v prvem valu, ko je bilo skoraj 500 000 ljudi pa šlo čez Slovenijo, ne? Celo malo več v bistvu, 2015, 2016. Kako pomagati tem ljudem, ki so bili v stiski večina, ne? Smo bili humani, kako zavarovati njih, da se ne bi med sabo v tej masi začeli konflikti in naše prebivalce. Ker če mi ne bi usmerjali te ljudi, pa potem skrbeli za njih v centrih in jih peljali naprej in tako dalje, oni bi se razpršili po vaseh, po mestih, tako kot se je zgodilo na Balkanu. Ne? In tretjič, ne, kako pomagati in koliko pomagati tistim, ki so želeli pri nas biti. Ne? Koliko jih lahko integriramo, koliko je naša zmožnost. Torej, tisti meseci so bili izredno mučni. Jaz sem tudi potem sprožil neko pobudo na ravni Evropske unije, ker to pa moram reči, zelo uspešno se je izkazala, da smo v bistvu umirili ta begunski val na balkanski poti. Kasneje je k temu ta pobuda od Merklove pripomogla s tem dogovorom s Turčijo, da se je to na daljši rok stabiliziralo. No. Jaz sem pa takrat vsem kolegom iz Evropske unije predlagal, torej Evropskemu svetu, da sprejmemo neko pobudo, da se pomaga predvsem Makedoniji, Grčiji, da bi se tam zadeva umirila preko neke normalne vode. In to je, hvala Bogu, uspelo. To je bil en zelo pomemben projekt. Pri nas niso hoteli o tem kaj dosti pisati, da bi nas kaj pohvalili, ampak v bistvu je bila takrat Slovenija na evropski ravni zelo prepoznana kot pobudnik, pobudnik te zgodbe, s katero smo ta nekontroliran, nevaren begunski val umirili in ga spravili neke normalnejše okvire in podobno, ob seveda humanitarnih in drugih akcijah. No, ampak hočem reči, takrat je bilo grozno, ker to so bili ljudje. To je šlo za ljudi. Hrati si mora na eni strani skrbeti, da jim pomagaš, na drugi strani si mora pa poskrbeti za Slovenijo, da ne bi postala žep. Takrat je prihajalo v Slovenijo v nekem obdobju, to je bilo več mesecev, po 5 do 10 tisoč dni na dan. 5 do 10 tisoč ljudi na dan. Ljudi v stiski, z otroci. Če bi nam Avstrija, kar je grozila, Avstrija že postavila žico na meji in tako naprej, Nemčija tudi, če bi Avstrija zaprla mejo, pri nas bi se v 10 dneh nakopičilo 50 000 ljudi, ki ne bi imeli kam iti. V enem mesecu bi jih imeli, v parih mesecih bi jih imeli 100 000 tu v Sloveniji, kar mi ne bi zmogli prenesti. In zgodilo bi se to, da bi de facto, torej dejansko izpadli Schengena. Schengenska meja bi se dejansko premaknila na avstrijsko, slovensko, italijansko, slovensko mejo. In takrat smo morali stalno manevrirati, pravzaprav skozi krizni štab, skozi vodenje ministrov in tako naprej, da smo na eni strani še vedno beguncem pomagali, torej te migrante usmerjali, kamor so želeli, nekateri tudi pri nas, omogočili bivanje, hkrati pa preprečiti to, da bi nam zaprli severno mejo. Zdaj ne moramo to so bili, ampak to je bilo tako, recimo, precej stresno obdobje. Sedaj pa so bile druga, so bili nekateri projekti, jaz sem se zelo trudil, oziroma smo se skupaj trudili v vladi, da bi Slovenijo spet postavili na mednarodni parket, zato ker smo rabili tudi tuje investicije. Jaz, ko sem prevzel vlado, smo bili v krizi, sem videl, smo v ubogem položaju. Noben nas ni resno imel kot gospodarskega partnerja, noben mu ni bila Slovenija takrat tako zanimiva, da bi sem prišel vlagati kaj več. In
Poglej, jaz sem že takrat pisal o tem, pa rekel, ne, če si v krizi, takrat si plen. Če si pa močen, sposoben, z ogledom, takrat si pa partner. In to se je nam zgodilo. Ne. Mi smo bili plen. Ko sem jaz vlado prevzel, je obstajal nek spisek, ki ga je prejšnja vlada sestavila, spisek podjetij, ki jih moramo nujno prodati. To je na nek način tudi bila do neke mere cena, ki smo jo morali plačati za preboj iz krize. S tem so nam jemali samostojnost. Ker vam moramo pomagati, ne. Trojka bi rekel, potencijalno. Ne. Prodajte tele firme in bomo pokupili v Evropi ali pa Američani, kdorkoli, ne, pa vam bomo pomagali. In ta cena bi bila previsoka, če se mi ne bi postavili na lastne noge. In hvala Bogu smo se s pomočjo vseh, da rečem, ne samo vlade, gospodarstva, ne nazadnje vsi, ki so takrat pomagali, ne, so prispevali tega, to je bilo nek proces, ampak seveda tudi vlada je morala dati temu nek ton, podpirati investicije, vabiti tuje partnerje. Skratka, no, jaz se spomnim, recimo, kako smo po teh 4 letih dejansko spet bili prepričljivi. Meni je enkrat en obrtnik razlagal, rekel, veš, v tistem času, rekel, tam v letih 2012-2013, ko je bila kriza na višku, sem hotel sodelovati z Avstrijci, bil sem v težki krizi, podjetje mi je razpadalo, nisem mogel plače zagotoviti za delavce in tako naprej. In sem hotel sklepati s tujimi investitorji neke pogodbe. In rekel, bili so skrajno sumničavi. Moral sem vse možne papirje predložiti. Preučevali so me pol leta, preden smo se lahko dogovorili. Rekel, zdaj, ko gre bolje, to je bilo času, pač takrat, ko smo že šli na bolje, in rekel, zdaj samo rečem, da bi sklenil posel, videl, da sem iz Slovenije vse v redu. In to je pa tako pomembno, da je splošna percepcija Slovenije dobra. Mi nismo prepoznani samo potem, ali imamo gospodarsko rast, ali imamo, kulturne uspehe ali pa športne uspehe. To zelo pripomore. Ampak če mi nimamo dobrega pravosodja, zdaj hipotetično govorim, ker ga eno obdobje nismo imeli prevelike sodne zaostanke in druge probleme. Če mi imamo preveč korupcije, kar je še vedno problem v Sloveniji, če imamo mi neke nedemokratične tendence, podobno kot recimo Orban, kdorkoli, to nas tudi pomika na neko skupino držav, ki niso več na tistem povsem zelenem spisku. Smo že malce problematični. Seveda ne še toliko, hvala Bogu, imamo še vedno demokracijo, pravno državo z vsemi temi udarci ali pa pomanjkljivostmi, ampak če bomo šli tu predaleč, bo cela slika tako poslabšana, da bo tudi zanimanje tujih investitorjev padlo. Ker potem okolje ni več toliko varno.